Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta celjskega stadiona z Dežele. Pred nami je torej tekma 33. kroga prve lige Telemach med Celjem in Bravom. Gre za obračun dveh ekip, ki sta, ko ste lahko že slišali, v najboljši formi trenutno v državnem prvenstvu. Novopečeni državni prvaki so v izjemni formi, Celjani pod taktirko portugalskega stratega Campeloša še brez poraza, brez praske. Na 8 tekmah 8 zmag, tudi Bravo je v sijajnem razpoloženju, 8 tekem zapored brez poraza. Je pa tale tekma seveda za Bravo precej bolj pomembna, kajti Šiškarji se borijo za mesta, ki vodijo v Evropo. Bravo je trenutno v dobrem položaju na 3. mestu in ima recimo 18 točk zaostanka. Štravs, bivši nogometaš Celja. Ivanšek, lepa akcija zdaj Brava, tu je zdaj morda priložnost, Bristrič in gol! 1-0, med nogami je, če sem dobro videl, prelisičil vratarja Lebana. Admir Bristrič za hitro vodstvo, prvi pravi strel nocoj na stadionu z Dežele in takoj tudi sprememba rezultata, torej v 11. minuti 0-1. Prepočasna reakcija celjske obrambe, prehiter je bil Bristrič in vse skupaj kronal z zadetkom. Poglejmo še enkrat, ale podaja tudi Škinas s prepočasno reakcijo. Ivanšek v vlogi podajalca, Bristrič pa je takole ukanil, kot kaže, vendarle ne dovolj dobro pripravljenega Žana Luka. Danes igra 24. tekmo to sezono, precej obračunov je odigral tudi v Evropi v tem prvenstvu. Tu je zdaj priložnost za 2-0, toda le zunanji del mreže je tokrat zadev na nekje na polovici igrišča. Vukasovič dobro pokrit, zdaj ukradena žoga Brava, Babula, 3-3, lepa priložnost za Ljubljančane in 2-0. Krasna akcija. Bravo je izjemno učinkovit danes, 0-2, tudi v drugo pa strelec Admir Bristrič. Njegov 8. prvenstveni gol, zadovoljen je lahko, super zadovoljen pravzaprav Aleš Arnol. 25. minuta, 0-2. Takoj se je videlo po izgubljeni žogi, 3-3 in Bravo je seveda mojsterska ekipa za tovrstne situacije, za te hitre prehode. Falufa je pa takole Babula. Poglejmo še enkrat Babula, stole sijajno podajo pred vrata in mojsterski miren zaključek ponovno Admirja Bristriča. Hanovič, Leban ponovno v težavah, pa priložnost zdaj za 3-0, toda ni zadev tam Faje, potem pa žoga v mreži, 3-0, vodi Bravo po tretjini tekme v Celju. Če sem dobro videl, pa je zadev Lan Štravs, do katerega je potem prišla žoga. Bivši nogometaš Celja, torej v polno, njegov 4. zadetek v slovenskem državnem prvenstvu na 97. tekmi. Odigral je recimo 29 tekem tudi za Celjane. Žan-Luk Leban, bolje zanj, če danes ne bi recimo vstopil. Poglejmo še enkrat, kako se je vse skupaj odvijalo. Že tu Leban v težavah, potem je poskusil najprej Ivanšek, pa Faje, potem pa žoga na koncu takole do Lana Štravsa, ki je zadev za 3-0. Ali se lahko Celjani zdaj še rešijo iz te... A potem Monzango z dolgo podajo naprej, Jovan pred vrata, Ivanšek išče položaj za strel, zadev je vratnico, ostaja 0-3. Prav lahko bi zdaj Bravo že vodil 4-0. Vse skupaj vzdušje na celjskem stadionu. Nohanovič, spet Celjani niso najbolje odreagirali. Faje in tokrat izjemna obramba Lebana, ostaja 0-3.
Bravo, omenil sem v gosteh odlično razpoložen to sezono. 8 zmag na 16 tekmah v gosteh, 3 remiji, le 5 porazov. Tu je zdaj nova priložnost. Faye proti napad, brava, Faye, pa strel mimo vrat Senegalca. Naprej je stekel Kotnik, Čalušič ga ni opazil, tudi Škinas. Tu je zdaj Kotnik. Ob njem je Ivanšek, Kotnik se je dobro znašel, strel Kotnika, potem pa dobra obramba Likarja. Boj za Evropo. Kotnik, tu je zdaj priložnost za Kotnika, pa še ena požrtvovalna poteza obrambe Šiškarjev, podaja pred vrata, Kvesič in žoga je v mreži. 1-3, Mario Kvesič do zadetka, njegov 5. gol v tej sezoni. In zdaj Celjani kaže zobe, do konca tekme pa seveda je še vedno več kot dovolj časa za morebitne spremembe na stadionu z Dežele. V 64. minuti 1-3. Tu pa strele zadetka izkušeni 34-letni Mario Kvesič. Poglejmo še enkrat tole dogajanje. Podaja tu za Kotnika. V bloku Monsango, potem pa Sešlar. Še ena podaja v sredino. Eden najboljših posameznikov to sezono v Evropi. Pri Celjanih. Faye, Babula, takošna podaja Babulaja, Bristrič, priložnost za hat-trick, toda brani Leban. Kakšna priložnost za Bravo, da bi najbrž odločil tekmo. Karničnik in Čalušič kombinirata, tu je Sešlar. Na majhnem prostoru številne podaje Celjanov. Priložnost za podajo pred vrata, tu je zdaj strel, pa Božek Vancaš, 2-3. Zadeva Rudi Božek Vancaš in Celjani se vračajo v igro. Hitro 2 zadetka državnih prvakov, najprej Mario Kvesič, zdaj še Rudi Božek Vancaš. Kako so se stvari hitro spremenile. Še vedno grdo gleda Vitor Kampeloš, ki se zaveda kvalitet svoje ekipe. Tu pa strele zadetka Rudi Božek Vancaš. Poglejmo še enkrat. Najprej podaja Kvesiča, potem tale podaja v sredino Avdulja, tam je bil Sešlar pred... Celjani torej zdaj iščejo izenačenje. Ločno na žogo Likar, pa potem Avduli, obramba Likarja. Marwan Nzuzi to sezono na 27 tekmah. Brez gola ima pa 2 asistenci. Stankovič pa je dosegel torej 4 gole v tem državnem prvenstvu. Karničnik, nevarna podaja Karničnika, Kotnik pred vrati. Toda do žoge Uroš Likar, Stankovič. Lepa finta Stankoviča, še vedno Stankovič podaja pred vrata, brez strela, Čalušič do žoge. A potem spet dol agresivni Ljubljančani. Bristrič je zadržal žogo. Pa potem strel močan, toda za odtenek premalo natančen. Rudi Vancaš, Božek, najprej čestitke za zadetek ali celo 2. Nisem prepričan, ali so vam ga pripisali ali ne, kakorkoli že, niso šlo po načrtih. Prvi poraz pod taktirko novega trenerja. Kakšen je vaš vtis po tem obračunu? Mislim, da nam je žal po tekmi predvsem prvega polčasa. Veseli smo, da je bilo samo 3-0. Imeli so še kar neke priložnosti, ne smemo tako iti. Tudi če je prvenstvo že odločeno za nas, si ne smemo tega dopustiti tle doma. Se mi zdi, da smo pa dober obraz pokazali drugi polčas, malo je zmanjkalo, da obrnemo. Žal nam je, da smo prekinili ta niz, ki je trajal kar nekaj časa, ampak po eni strani bož, da se je zgodilo zdaj še to sezono, da se ne zgodi kje na začetku nove, tako da probamo na naslednjo tekmo čim boljše odreagirati. Bi rekli, da je morda ta poraz tudi posledica tega, da ste si že zagotovili naslov prvaka, ali če vprašam drugače, v primeru, da še ne bi bili ukronjeni, bi se tekma drugače končala? Mislim, da je bilo že prejšnje tekme odločeno, pa smo odigrali bistveno boljše, tako da danes je bil mogoče oziroma je bil naš najslabši polčas. Moramo se pogovoriti in oddelati te 2 tekmi, kot da nismo prvaki.
Rudi, najlepša hvala in pa srečno do konca prvenstva. Hvala. Čestitke za zmago proti državnim prvakom, začeli ste odlično na to, malce trpeli, no, na koncu se je vseeno išlo. Kakšen je vaš vtis po tej zmagi? Ja, izredno zadovoljni. Se pravi, prišli smo v drug položaj, tako kot sem rekel. Če smo prej v takem delu sezone opazovali ekipe, ki so se borile za obstanek, smo zdaj v teh 3 letih pa vedno bližje vrhu. Letos spet postavili vse nove rekorde in z doseženimi zadetki in z številom točk. Kar me pa najbolj veseli me ta prvi polčas, nažalost nismo tekme zaključili, vedeli smo, da 4. zadetek bi tekmo zaključil, izkoristili smo malo več pasivnosti Celja, kar je pač razumljivo, to smo kvalitetno izkoristili, ampak na drugi strani smo pa v drugem polčasu z lastno pasivnostjo spet Celju podarili, da je igral na način, ki mu najbolj ustreza, da smo bili daleč od igralcev, da smo prehitro izgubljali žogo. Je pa res, da smo ustvarili več kot dovolj danes za 4. zadetek in da so tekme ob koncu prvenstva pogosto tudi izgubijo malce taktično nit, pride do veliko čustev in tudi to je del izkušenj za mlado ekipo, da takšno tekmo preživi, doda nove točke in se spravi v dober položaj. Vaš cilj je seveda jasen, ne? Sedaj s 5. zaporedno zmago drvite proti tem 3. mestu. Kako oddaljeno oziroma kako blizu se vam v tem trenutku zdi Evropa? Ja, lejte, na eni strani je, da zavedamo se, da nimamo Evrope v svojih rokah, da jo ima Maribor, da Maribor z vsemi zmagami ima boljši medsebojni rezultat z nami. To je prva stvar in na drugi strani se zavedamo, da je praktično potrebno doseči še 2 zmagi. Danes smo rekli, da tudi mogoče s točko bi morda ostali blizu, ker vseeno spoštujemo, da smo prišli k državnim prvakom, ampak to, ko sem rekel, čas je za zorenje, jaz sam kot trener si želim, da smo vedno bolj ambiciozni, da pozabimo na vse finančne razlike, ki so ogromne med nami, med klubi, s katerimi tekmujemo zdaj v tem trenutku in da poskušamo narediti vse, da priložnost, ki se nam ponuja, vzamemo. Je pa zagotovo dokaz, ne, kako izenačena je liga, tudi to, da kljub temu, da ste že osvojili oziroma že dosegli, podrli točkovni rekord, morda tudi to ne bo zadostovalo. Ne? Ja, sigurno. Lejte, mi se zavedamo, da naši rekordi bojo, se pravi rekordi za naš klub, ki je bil vedno bolj v sredini lestvice ali pa v sredini proti dnu, pa v zadnjih letih proti vrhu. Tako da za nas je to sigurno rekordna sezona. Mi se racionalno zavedamo, da in po številu golov, številu točk, potem, da smo 3. napad lige, da so to veliki koraki naprej. Morate se pa zavedati, da je pri nas filozofija kluba še vedno ostaja ista. Mislim, da je poleti nas zapustili 5 igralcev z prve postave, pa še 3 po zimi, spet najdete na hitro nove rešitve in da se hitro kvalitetno obračamo in da igralci prevzamejo, mlajši igralci prevzemajo odgovornost in da jo kvalitetno izpolnjujejo. Na to sem ponosen, ker v bistvu morda zgleda na zunaj lažje, ampak verjemite mi, da ni lahko. Samo še tole bi vas vprašal za konec, omenili ste filozofijo kluba, ne? Glede na to, da sedaj ste že drugič pred tem pragom Evrope oziroma uvrstitve v kvalifikacijski del konferenčne lige, bi se lahko posledično morda tudi filozofija kluba v prihodnje spremenila? Ja, načeloma tudi naš klub na nek način raste, dejstvo pa je, da v bistvu želimo pa držati ta športno-poslovni del, da vsi ljudje, ki delamo v klubi, se tega zavedamo. Verjemite mi, da kot trenerju bi bil bolj vesel, če bi bilo morda drugače, ampak spoštujem, ker verjamem, da v slovenskem prostoru je izredno težko najti ljudi, ki bodo vedno znova investirali denar, zato je pri nas ena od pomembnih točk ta, da športno-poslovni del je sposoben sam ustvarjati in na podlagi tega, če ustvarimo več, lahko tudi nekaj več zapravimo. To je logika, ki jo je vodstvo postavil. Vodstvo je, rekel, nikakršnih težav nimamo, veste, da je Bravo en najbolj čistih klubov, kar se tiče poslovanja, mi to spoštujemo in zato spoštujemo to logiko in vsi, ki smo ob tem zadovoljni, želimo delovati na ta način in stopati korake naprej. Trnol, hvala in pa srečno do konca prvenstva. Hvala lepa. Najprej čestitke za 2 zadetka proti Celju. S tem ste dosegli že 5. zaporedno zmago, drugo letos proti Celju. Kakšen je vaš komentar po tej tekmi? Pa sigurno da odlična utakmica sa naše strane, dobro smo se pripremili. Još poslije onog poraza neočekivanog u kupu, onda odličan odgovor na Maribor i sad ponovo proti Celja. Začeli ste odlično, ne, povedali s 3-0 na to v drugem polčasu, dopustili Celju, da se vam približa. Kje mislite, da je bil vzrok za ta padec v drugem polčasu? Pa da, kao što kažeš, odlično smo odigrali prvo poluvrijeme, mislim da smo trebali voditi čak i više nego 3-0, a drugo poluvrijeme nekako pustili smo ih da igraju, a znamo šta se desi kad ih pustiš da oni igraju, oni su veoma kvalitetna ekipa i kaznete brzo, tako da bili smo veoma pasivni nekako, pustili smo ih tu u vezi i gore da igraju i
normalno oni će imaju kvalitetu da stvore šanse i da zabiju. Vi osebno ste trenutno v izvrstni formi, to ste danes potrdili z 2 zadetkoma. Zanimivo, ne? Na posoji ste z Olimpije, ki se ravno sedaj sooča z nekako z napadalsko krizo. Ironija ali ne? Pa šta da vam kažem, možda neka greška sa njihove strane. Meni je ovo odlično došlo što sam tu u Bravu i pružili su mi neku priliku i evo mislim da uzvraćam i nadam se da ću napraviti neki iskorak sad poslije ove sezone. Admir, najlepša hvala, še enkrat čestitke Hvala in pa vama. srečno. Hvala. Miloš, we witnessed your first defeat on Celje's bench. It was a very dynamic encounter between the two teams. After going 3-0 down, you almost completed a comeback in the second half, but you fell short. What is your impression of this game? First of all, congratulations to Bravo because they won the game. I think that sometimes defeat is the mother of many victories. And today was 45 minutes that we didn't come to the match. And we must learn that all the games must start since the first second of game. Before the game, I spoke this to the players because we know that it will be a difficult game, but we must be there from the start because we know that we are champions, but we are not in holidays yet. And we know that Bravo will fight with all the power that they have to reach their dream to could play in the European League. So the first half we are not here. We are not aggressive. We don't win any duels. Even in the set pieces, we are not attacking the balls. We are waiting that our mates solve the problem. And in the football, like in life, we must solve the problems. We can't wait that other person come to solve our problem. So I hope this could be 45 minutes to all the players learn for the future, because this is not like PlayStation that we are losing in half time. We go to the PlayStation, we put on reset and we start the game. If it's like this, we won 3-2, but it's not like this. But one word for the second half, we try in all the ways. I think with a little of lucky we could draw the match. But as I said, congratulations to Bravo. Obviously, it's been a very long season. You reached the goal 2 rounds ago. From this point of view, do you think it's harder to maybe motivate players in such games when they already know it's practically over? It doesn't change a lot to win this game or not? Yeah, but to be honest, it's not easy, but it's our work, and all the time I'm trying to find points to motivate the players. Like we made 8 victories, now we want to make 9 victories in a row. So all the time we are trying to find some points that we could motivate the players. But today, the first half, we just go inside the pitch, just the shirts, not the players. And I think that we had a lesson for the future, because the second half was totally different, but was not enough to reach to our goal, is to win the game. Mr.